En prisrčen pozdrav. Zdaj sem poslušal eno intelekto, sicer o športu, športnikih, taka bolj tako, no. Pa mi pa vrže že eno intelekto, ki sem jo prej pol leta nazaj gledal, poslušal, o dolgem covidu. Glede na to, da hodijo k meni razni, ki so imeli tudi dolgi covid, pred kratkim je bila ena, ampak v njo nisem toliko drezal. Ampak tisti, ki so pa imeli dolgi covid, ga še imajo, sem pa jaz nekaj odkril, kar tale znanost ni odkrila. Namreč tale Špela Šalamon je neka znanstvenica na tem področju proučevanja dolgega covida in je odkrila, da 30% pacientov, ki so imeli covid, čuti posledice tako imenovanega dolgega covida. Zdaj, tisto, kar sem jaz odkril spotoma, jaz se s tem ne ukvarjam, ampak ljudje, ki so pa meni namignili, da imajo dolgi covid, pa kako se slabo počutijo, sem šel pa tako z neko psihoanalitično logiko v ta fenomen dolgega covida. Čisto eksperimentalno zanimalo me je, ker jaz sem vse skozi vedel, da ta dolgi covid lahko sproža, aktivira na sprožilec, covid kot sprožilec, neke dogodke iz naslova porušenega zdravja, neke težke bolezni, hospitalizacije mogoče, ki jo je imel tak, ima dolgi covid, v otroštvu kot otrok. In covid je sprožil travmo iz otroštva, se pravi, travma za otroka pa je biti bolan, biti hospitaliziran, in ta sfera porušenega zdravja v otroštvu je zanimiva za proučevanje dolgega covida in to ne vem, če je kdo delal. Zdaj, moja neka moralna, etična dolžnost je, da na to upozorim vse tiste, ki to proučujejo, tudi tole Špelo Šalamon, ki se pri nas ukvarja s tem dolgim covidom. Recimo Anglija se ful ukvarja s tem. V Angliji imajo neke programe. In potem sem se pa jaz malo poglobil v te programe, so pa ti programi pa tako rekoč psihološki, dihalne vaje. Z dihanjem jaz ljudi tudi v trans spravim, pred hipnozo. Najprej dihajo, tleskam, štejem, potem grejo pa v trans. Hipnotski trans, zaspijo. Ne spijo tako po noč. Ampak to je nek trans, ki ga imajo v teh programih v Angliji. In nekdo, ki je imel pol leta dolgi covid, je vendarle šel v ta program in se je bolje počutil. Ta program je sugestija dobrega počutja. To se da tudi s hipnozo narediti. Ampak to je tam biznis, to tam služijo s temi programi, par tedenskimi, in ljudje se bolje počutijo. Prej pa pol leta nič. Zato, ker jim je covid bil trigger in je aktiviral travmo, prvi dogodek se temu reče v psihoanalizi. Prvi dogodek, covid je pa drugi dogodek. Drugi dogodek aktivira prvi dogodek. In tista travma, ki je otrok doživel ob dolgih ali pa kratkih hospitalizacijah oziroma nadležnih boleznih, se ta psihični moment nadležne bolezni iz otroštva, ko se je vse slabo počutilo, ko je imelo status neke travme takle, potem pa pride ta covid in pri 30% teh ljudi, ki so imeli zametke te travme iz otroštva, se jim potem pa ta travma iz otroštva vrne ne ravno v tesnobi, ampak slabem počutju, stihijsko slabem počutju. In ti znanstveniki, medicinci iščejo tam, brskajo po mitohondrijih, po kapilarah, 100 000 km kapilar, mehnih žilic je, epitel teh mehnih žilic, se sploh ne da proučevati to, Sploh se to ne da preučiti, pa ne kapilare, ne mitohondrije. In potem zamašijo primanjkljaj v razumevanju dolgega covida s temi nekimi mašili. V teorijah zarote je tudi polno teh mašil, da sistem postane inteligibilen, se naflanca noter v interpretacijo nekaj, kar potem teorijo zarote naredi legitimno. Jaz ne rečem, da so tole zdaj medicinska mašila,
interpretacije dolgega covida neka teorija zarote, so to neka mašila, ampak znanost se ne znajde. Medicinci, infektologi, strokovnjaki za covid se ne znajdejo. Jaz pa zdaj tako, ne bom rekel, da je to alternativa. To je legitimna psihoanalitična teza. Torej, da nek šok, kakršnega je predstavljal covid, epidemija, na psihološki ravni aktivira travmo iz otroštva. In travma se vrača v obliki nedefinirano slabega počutja. Slabo počutje pa tudi neko slabo, težko dihanje, pa so misli, zdaj spluči narobe, neki mitohondriji, kapilare. Vete, sej se ne bom zdaj tle izpostavljal, ne vem kako, ampak vete, moje prepričanje, moje mnenje je, da se dolgi covid napaja kot psihološka travma po bolezni, napaja se iz otroštva. In je treba na psihični, psihološki ravni zdraviti ta dolgi covid. Jaz sicer imam neke ideje, kako pa kaj bi se to dalo, ampak gledajte, ne da bom rekel spet figico, ne bom to povedal. Gledajte, če bi bil povprašan, bi šel medicincem tole malo razložiti, ni je zeju. Silu se pa ne bom. Kot intermezzo vsej tej moji psihoanalizi sem se čutil moralno dolžnega, da povem, da se dolgi covid napaja kot psihološka travma iz otroštva. Pa ne, da bi bil tam kak covid, ampak travma kot travma, neka hospitalizacija, neka težka bolezen, ali pa niti ne toliko težka, se je kot travma aktivirala z drugim dogodkom. Prvi dogodek mora biti, 30% covidnih bolnikov je imelo neke čudne te izkušnje z porušitvijo zdravja iz otroštva, 30%. In mogoče med 30% lahko da jih je bilo več, teh so imeli neke bolezni, ker vsak otrok ima neke bolezni, ampak lahko da so ti, ki imajo dolgi covid, sugestibilni. S tistimi, ki sem jaz to preučeval, so imeli neko sugestibilnost. Glih zdaj tole nazadnje, ki si jo imel, je imela dolgi covid, ampak imela sva limitiran čas in jaz sem rekel, ne bom zdaj brskal po njenih boleznih iz otroštva, ampak zgolj aktualno psihično stanje sem saniral tudi s hipnozo. In je bila ful sugestibilna, pa dolgi covid je imela. Se pravi, dolgi covid korelira s sugestibilnostjo ljudi. 30% načeloma ljudi je kar solidno sugestibilnih. Skratka, jaz sem vam zdaj tole malo namignil, ne bom rekel take it or leave it, ampak mogoče se bo pa kdo iz medicinske stroke nad tem, kar sem povedal, zamislil, me kaj pa vprašal, pa mogoče se grem jaz s temi, ki imajo dolgi covid, kaj pogovoriti, pa vam garantiram, da bom najdel dogodke iz otroštva, ki so se bili kot trigger tam v stand-byu, ampak covid je kot trigger, sprožilec, aktiviral travmo in tisto slabo počutje otroka se je zdaj megalomansko vrnilo v tem občutku slabega počutja, ki traja in traja in traja in ima ime dolgi covid. Evo, tole sem rekel, da vam bom povedal. Take it or leave it. Čau.